Zdaj pa k človeku, ki je za našo oddajo pripravil že toliko prispevkov, da bi ga brez problema imenoval korespondent Kovačič. Kar bi komod bil, ker mu namenimo enako časa kot korespondentu Celcu, plačamo pa mu enako kot korespondentu Krojcerju. Torej, nič. Pa si poglejmo, kaj je tokrat pripravil za nas na temo ljubljanskih županskih volitev. Kovačič zahteva razveljavitev volitev in ponovne volitve brez Jankovića. Argument pa je enak kot pri drugem tiru. Z javnim denarjem je Janković financiral svojo kampanjo. Županske volitve brez Jankovića. A ste vi normalni? To je kot svetovno prvenstvo brez Brazilije. In dejansko se lahko zgodi, da bodo Ljubljančani in Ljubljančanke znova odšli na volitve, saj je Ustavno sodišče pritožbo že vzelo v obravnavo. Do kakšnih kršitev pa naj bi sploh prišlo? Zloraba pa naj bi se zgodila tudi s tem, da je stari novi župan Janković občinski častnik Ljubljana mirno uporabil le za promocijo sebe, ne pa tudi drugih kandidatov. Ja. Problem je torej, ker se je neposredno pred volitvam v občinskem častniku pojavil samo župan Janković. Kar pa ni nujno kršitev zakona. Lahko da je pač Zoran Janković čisto slučajno tisti mesec bil nagradno geslo Križanke. Lahko je v kategoriji mali oglasi istočasno prodajo rabljene zimske gume. Hkrati pa je bil tudi srečni nagrajenec prejšnje nagradne Križanke. Ne vem! Če bomo morali zdaj razveljaviti vsake volitve, na katerih je prišlo do enostranske promocije, nas najprej čaka izstop iz Evropske unije, razveljavitev samostojnosti, pa ponovna priključitev Jugoslaviji. Na koncu pa še vrnitev Prekmurja Avstro-Ogrski. Res, vam povem. Zgodbi o ljubljanskih volitvah bomo seveda sledili še naprej. Znana pa je tudi že naslednja tema, ki se je bo lotil naš korespondent Kovačič. In kaj so naredili z tega drugega tira? Eno skrpucalo, investicijski program, ki ne pije vode. In se bom zelo, zelo potrudil, da ne bojo dobili posojila. Ja. Kaj naj rečem? Veliko sreča. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!